Iskreno se sprašujem, a ima kakve veze, kako izgledam, ko snemam tale video, zaradi tega, ker itak večinoma bojo samo filmi čez. Anyway, moje ime je Kaja Solo in dobrodošli spet nazaj na moj kanal. Danes delamo video, ki sem ga obljubljala že ful časa nazaj. V bistvu, ko ste slišali naslov, oziroma ko ste prebrali naslov, veste, da bi tale video mogel biti že res velik cajta nazaj. Filmi, ki sem jih gledala v avgustu ali septembru. Zakaj sem to uporabljala, da sem snemala tale video? My life went through some in zdaj sem se odločila, da je čas, da gre stran vse to in da končno začnem s temi videi. To bo serija videov, kjer ne bojo samo filmi, ki so prišli zdaj ven, se pravi, ki so imeli premiere avgusta ali pa septembra, ampak filmi, ki sem jih gledala pač, ki so malo že starejši, se pravi pač, da ga v bistvu sem ga gledala prvič v življenju ali pa če je res tak film, ki mi veliko pomeni, pa pač govorim o njem. Ti filmi niso po nobenem vrstnem redu, da bi kjer bil boljši, kot kjer drug, ni od prvega, ni pač top 10 ali pa kakorkoli, samo pač seznam je. Prvi film je The Fall, oziroma Padec, I guess, kjer v bistvu gresta dve punce na en adventure, ker je eno strah višine in gresta na ta stolp, drog, ful visok, ful nevaren. Nasploh plot je ful dober, pač če bi bilo vse skupaj dobro izvedeno, bi bilo super, ampak iskreno film pride ven boring. Meni ni bil všeč, sploh zaradi tega, ker ima ene plot pointe, ki nimajo smisla. Enostavno story ne deluje na tak način, kot so si zamislili. Recimo, eni punci je umrl fant v eni nesreči, plezalni nesreči, ko je dol padel iz ful višine. To punco je ful strah višine, logično. In ta njena frendica ji pomaga premagati ta strah na najbolj glup način, na ta način, da bo jo pelala na ta ful nevaren, ful visok stolp. Pač razumem, tudi mene je strah višine. Ampak ne rabiš premagati tega straha s tem, da greš na najbolj nevaren drog v zgodovini človeštva. You really don't have to. Pač enostavno ne hodiš, kjer bi te lahko bilo strah and that's it. Ne rabiš tega straha res toliko premagati. Foter, ki je v tem filmu, ga igra Jeffrey Dean Morgan, ki je načeloma ful super igralec. Poznamo ga iz The Walking Dead, pa iz Supernatural. Ful je amazing dude. Ampak se mi zdi, da je celoten budget za ta film šel od tega tipa, zaradi tega, ker je CGI nasploh. Recimo, noge se ne dotikajo droga, pa vidi se green screen, pa stolp na nekih trenutkih ni renderan v redu. Pa če si imaš kar feeling, kot da je stolp je nek navaden, res pač samo drog, ki ima nek texture, rje gor in pol zadnji je kao narejen efekt, da je full dowč dol zemlja. Like, dobesedno to ti jaz naredim v Photoshopu v 2 minutah. It's so bad. Poleg tega ta fotor je toliko neuporaben, ker recimo njegova hčera mu pove, da gre nekam, ne spomnim se, točno pove, da gre na ta stolp, ampak skozi sta na vezi, skozi si pišeta. In pol kar naenkrat ta hčerka izgine. In ne izgine za like en dan, ko bi bila na tem drogu in bi se pol vrnila. Ona izgine za 3 dni in ni je. Pač ne odgovarja mu, nedosegljiva je in pač oprosti, moj fotor bi zagnal paniko, če se ne javim 3 dni. Trust me, ne bi šel iskalno akcijo bi imel. Na koncu je še en tak plot twist, ki je bil v redu izpeljan. Sicer malo expected, ampak ne bom zdaj spoilerjev devala veliko te videe, ampak pač je en plot twist, ki je pričakovan, ampak v redu narejen. To se mi je to, da v tistem trenutku, ko zvemo ta plot twist, še moj želodec se je nekam skrčil in zvil in sem bila kar wow, that's wow. Ta film, jaz mu dam eno 3 od 10, predvsem zaradi tega, ker je vizualno bil slab, plot je bil slab, ja, nasploh liki niso bili do konca dodelani, ni bilo pač samo weird. Teda 3 od 10. Naslednji film je DC Liga superljubljenčkov, prišel ven že kar nekaj časa nazaj. Animacija je načeloma okej, zdaj vidi se, da ni Disney, Illumination je ena, mislim, da je Illumination. In Illumination je znan po Minionih, po pač Despicable Me, pa prida ti DC ljubljenčki. Mislim, okej, kakor sem rekla, animacija v redu. Bi pa rada govorila o slovenski sinhronizaciji. Meni slovenske sinhronizacije niso všeč. Po moje se tako vsi lahko strinjamo, da v zadnjih cajtih res niso neki presežek. Ful je preveč pravilno govorijo in so bili to original avtomobili, ko je imel vsak avto nek svoj karakter in nek svoj naglas. Če hočem biti hitrejši kot grom, rabim drugačen trening. Ja, spremeniti se bo treba, ne? A veš, kaj bi lahko? Kaj? Pojma nimam, ne vem, kaj bi. Pač that worked. Vsi se spomnijo na te risanke.
In vsak avto je imel svoj glas, ki si ga še zdaj zapomniš, ker pač še zdaj veš, kak glas ima. V tem DC Liga super ljubljenčkov, bitch, I forgot everything about it. Pač, pa dober, nisem stara 5 let, da bi to zdaj kao ostalo z mano, ampak vse sem pozabila. Res ne vem, kaj se dogaja v tem filmu. Samo vem, da je Superman Clement Bunderla, kar se mi zdi cool, ker on je cool, on ima edini tak res glas. Zgodba je drugače presenetljivo okej, sicer je že videna, ampak pa also, ja, Illumination je naredil tudi Secret Life of Pets, tako da koliko delov bo še teh jebenih ljubljenčkov, da bo lahko igračke prodajali, I don't know. Pa to je, pač Disney pa Pixar vseeno nekaj imata fore, da so tudi za starejše, da lahko grejo tudi starši gledati zraven z otrok v kino. Illumination je pa pač za mlajše in ja, pač tukaj je treba spustiti pričakovanja, ker pač so vse njihove risanke take. Fight scene v filmu so zabavne, pa je, po moje, 3 šale so, ko so dejansko pač, ko delujejo. In to je to. Te da mu dam jaz eno 5 od 10, če pa znižam standarde animacije, pa verjetno 6 od 10. Naslednji film je Hiter kot strela oziroma Bullet Train, ki je res hiter. To je vse, kar lahko rečem. Ful prehitre scene ima. Brad Pitt je v redu, that's all I can say. Drugače pa se mi zdi, da film je pa narejen za TikTok generacijo. Za folk, ki nima pozornosti. Ker nobene scene ni, kjer bi dejansko lahko zadihal in razmislil, ok, this just happened. Scene za zadihati v filmih Studia Ghibli, ok, mogoče jih je tam malo preveč, pač, mene so všeč, ampak mogoče jih je malo preveč za the common audience, ki nima pozornosti. Ampak vsak film rabi eno sceno, da se film majčkeno ustavi, sploh če je kaj takega, kar se hitro dogaja. Zdaj lahko občinstvo malo zadiha in da se lahko pa začne dogajati naprej, ker pač ti ne moreš imeti možgane skozi nekje stimulirane, ker to te ubija. Ampak se mi zdi, da smo prišli s TikTokom in z vso to hitro vsebinami smo prišli točno do tega, da pač film enostavno mora biti tak. Ker drugače ga folk noče sledi. Ogromno enih različnih likov, ki se na srečo povežejo v eno zgodbo in je ful zanimivo to. Ampak ni mi všeč, da rabimo vsakič, ko je nek plot twist ali pa ko se introdusa nek lik, rabimo cel spomin za nazaj, kot da smo dobesedno vse pozabili, kar se je prej dogajalo. Pač kot da je folk čist brez spomina. Če ste gledali ta film, veste, o čem govorim, ena flaša vmes, ko da on pomirjevala noter in pol ta flaša pač jo pozabimo na njo in pol kar naenkrat nekdo spije to flašo in pač skup pade. In v tistem, ko on skup pade, je minilo, ne vem, 2 ure filma. Ampak film predvideva, da si ti neumen in ti pokaže celotno pot flaše od tistega, ki je v nosu noter, do tistega, ki jo je spil. Kot da si nismo zapomnili, pač, kot da folk v življenju ni gledal detektivk, kot da folk v življenju ni gledal Sherlocka ali karkoli. Like, vse štekano, večina ljudi ni gledalo tega, sam pač vseeno ne podcenjevati svojega občinstva, prosim. Murder on the Orient Express, ampak na japonskem. To je vse, kar lahko rečem v filmu. Pa da ful slabše. Edina pozitivna stvar, ki je Tangerine in Lemon, sta mi ful fajna. Mogoče ima ta preveč teh Thomas the Tank Engine jokesov, ampak Tangerine mi je amazing. Mene spominja na Erika Idla. Ne vem zakaj. Tako v enih scenah mi je ful podoben njemu, teda mi je bil cute. Pa also imata po moje najbolj tako čustveno zgodbo in se mi zdi, da sem se pri njuni zgodbe najbolj jokala. To pa je bilo to. Drugače sem se pa jokala zaradi tega, ker so moji možgani bili overstimulated. Oceno da mene 7 od 10, lahko bi bilo res boljš. Predvsem zaradi tega, da bi bile scene malo krajše. 4. film je Top Gun Maverick, ki sem ga zdaj gledala že 2-krat. In moj pač backstory prvega Top Gun nisem bila neki full fan, zaradi tega, ker pač sem rojena leta 97, ta film je prišel, 10 let preden sem se rodila, je prišel ven. In nimam te neke nostalgije, kakor ima moj fotor, ali pa kakor ima pač večina starejših ljudi na ta film. In tudi prvega sem gledala, ampak mi ni bil nič posebnega, ker pač imam rada letala, imam rada hitrost, sam, ne vem, ni bil moj vibe. V kino sem šla res čistek, dajmo Atija pelat, da bo on užival, da se bo on imel fajn, jaz pa pač samo sedim in šli smo v Cineplex Ljubljana Rudnik, v ta novo dvorano v Dolby Atmos, ki imajo zvok toliko dober. To mislim, da je bil prvi film, ko sem ga gledala tam. In jaz sem bila blown away. Jaz sem v bistvu sedela čisto na enem robu v dvorani, zaradi tega, ker smo zadnji dobili karte, ampak vseeno sem čisto odpadla. Predvsem zaradi tega, ker ni nekega reševanja sveta, ker smo malo preveč navajeni na ta Marvelov multiverse in kar vse mora biti pojasnjeno in ne vem kaj vse. Ne, tukaj imaš pač eno simple misijo. Tu ste vi, to morate narediti, pridite do tega,
in to je to. Imaš lepo razvite odnose, pa tudi ni na tak način narejeno, da bi res mogel gledati prvi film, pa da bi mogel vse vedeti o njem. Se mi zdi, da vse sproti izveš in se sproti naučiš, da to je ful dober. Like so udobno povezani med sabo, imajo neke comfortable zgodbe. Je nostalgičen trip za starejše, ampak je vseeno tudi dober film za mlajše, ki ne čutijo nostalgije. Drugač pa film 9 od 10, čisto iskreno. Ja, Tom Cruise really did something there. Peti film, ki sem ga gledala, je Mulan. Milijonkrat sem ga že gledala, vsi poznamo ta film, ampak sem ga hotela dati na seznam zaradi tega, ker sem rekla, da bom dala vse, kar gledam, pa je nekaj malo bolj impactful na mene. Koliko obožujem ta film. Pa ja, to ni risanka, to je film, ok? Če me kdo popravi, da so to risanke, niso, to so animirani filmi. Be a Man, pa A Girl Worth Fighting For. Jaz toliko obožujem Disneyjeve komade, jaz jih skozi poslušam v avtu, doma, ko pospravljam. In če ste malo mlajši, pa niste gledali teh risank, dajte jih prosim gledati. Like, prosim, I beg you, ker so res dobre. Všeč mi je to sporočilo o ženskem spolu. To je bila že v mojem otroštvu ena mojih najljubših risank, zaradi tega, ker sem se z Mulan najbolj relatala, ker sem bila ful bolj fantovska. In sem nekaj z leti prišla do tega, da sem pač začela sprejemati svojo masculine in svojo feminine stran. In sem imela ful težave s tem skozi življenje. In obožujem Mulan zaradi tega, ker je pač vseeno nekaj dokazala, da kljub temu, da je ženska, lahko vseeno dobiva neke iste achievements. Isto je močna, kot so lahko pač moški. Dobro, pri njej je malo drugače, ker je vseeno pač Kitajska hundreds and hundreds years ago, kjer so dejansko ženske imele drugačno vlogo v družbi. Ampak vseeno govori tak message, ki je pomemben še dan. In ja, ta risanka ni neka moderna feminist bullshit, just so you know, ker film Mulan, pač, ki je bil par let nazaj, groza. Jaz sem bila full excited za tisti film. Je bil za videti, ampak ni bilo komadov, ni bilo mužuja, ni bilo love interesta, kar je se mi zdi kar precej pomembno. Tudi oni friendi, ko so bili, like, noben ni bil memorable, samo pač Mulan je bila. Pač Mulan je bila okej. A so bolj sledili kao original zgodbi v Mulan, ne vem, mislim da. Ampak tiste neke fore, da je pač kar neka ženska nasprotnica in... Zakaj lahko naredijo Levjega kralja frame by frame identičnega, kakor je bil v originalu? Mulan grejo pa spremeniti in naredijo čisti zmazek iz filma. Can you not do that? Bomo videli, kakva bo Mala morska deklica. I am so excited for that, but also ful me je strah. Pol sem pa naslednji dan smo pogledala še Mulan 2. Če niste vedeli, ja, obstaja Mulan drugi del. In WTF se je tukaj zgodilo. Jaz, ko sem bila mlajša, sem ga skozi gledala. Jaz sem ta film tudi gledala milijonkrat, ker vsakeč, ko sem pogledala prvega, sem pa pogledala še drugega. Ampak WTF. Animacija je bila okej, ampak te se mi zdi, da kar neke čudne face delajo vmes in kar neki se pačijo in za brez veze in vse gleda... ne zgleda dobro. In celoten plot je samo komad A Girl Worth Fighting For, ki je iz prvega filma. In vsi ti prijatelji od Mulan dobijo svoje ljubice. V bistvu celoten plot pa je, da morajo oni pripeljati princese iz Kitajske, iz enega dela Kitajske na drug del, vražnikom, ki jih nikoli ne spoznamo. In oni jih morajo taj pripeljati, zato da se bojo one poročile z sinovi od nasprotnikov. In vmes zaradi tega, ker so pač 3 princese, se zaljubijo v te 3 prijatelje od Mulan. In okej, cute, whatever. Vsak ima svojo punco, ampak te punce imajo svoj mission, ki ga morajo opraviti za državo, da rešijo Kitajsko. In pol so v bistvu problem, kar reši. Pač ni neke deeper, da one kadarkoli spoznajo te fante, pa da ne vem, se neki joj, ljubezen, bla, 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 je pomembnejša. Ne, mušu na koncu postane, se tam skrijejo enega velikega zmaja in se pretvarja, da je bog in jim pove, ne, to ni prav, vi boste se poročile s tistimi, ki jih ljubite in pol je kar vse okej. Ale Mulan ima 10 od 10, Mulan 2 ima pa 2 od 10, presežem. Naslednji film, ki sem ga gledala, je Pinocchio, oziroma Ostržek, ki je prišel na Disney Plus. In sem ga ful čakala. Vem, da je bil prvi trailer za ta film že ful 100 let nazaj. In kaj je s to animacijo? Tok je dobra, da je creepy. Čriček, Jiminy Cricket, je creepy. I swear. Vsaj na začetku prednji zritan je grozljiv. Tom Hanks je v redu, Ostržek je spet mal, okej. Jiminy Cricket je pa awful. Tona lisica pa maček sta malo preveč v detajle. V originalu filmi, ki so še narisani, imajo nek ta magic, ta softness.
to, pa žive barve predvsem, res imajo žive barve. Pol narediš pa film iz tega in je vse tako muted, vse je tako sivo, vse je disgusting in enostavno ne razumem, ker pač sam barve dajte not, pa naj bo malo bolj soft. Pa še ena stvar, ko me je zmotila, kadri. Kaj je s kadri v tem filmu? Meni se zdi, da so kadri, kot da jih je naredil en študent, ki pač ne zna glih postaviti kamere, tako da bi jaz zdajle tole delala. Pa po mojem še jaz imam boljše kadre v mojih vlogih. Ker nek wide angle je na vse, ni mi bilo všeč, I don't know why, zaradi tega, ker pač ne študiram te stvari in ne znam razložiti, zakaj mi ne pašejo, ampak ne pašejo mi. Pa spet, zakaj ne more biti word for word isto, kakor je pa recimo Lion King oziroma Levi kralj? Tako sem že prej rekla, Mulan isto. Naj bo isto, če že hočete narediti nek remake, ne uničevati nekih klasičnih zgodb. Ker tukaj so neki novi liki, neka punca je. Ok, pač to, da je temnopolta, doesn't faze me, ker pač black people exist, če še niste opazili. That wasn't in the original, kaj je to? S tem, da konc. Osnovi je fora Ostržka v tem, da si on cel film želi biti pravi deček in pa na koncu reši svojega očeta oziroma, kako mu že ime, v glavnem ga reši iz kita in pač se žrtvuje in pol je na koncu mu vila uresniči to željo in postane pravi deček. In to je point. Zdaj, v tej risanki, Ostržek na koncu ostane lutka. What was the entire point of this movie, če ne, da Ostržek postane pravi deček? Njegov catchphrase je I want to be a real boy. Father, when can I leave to be on my own? I've got the whole world to see. Ta Ostržek je bil grozen. Prva polovica filma ok, druga polovica pa kaj da fakt se je zgodilo. Mislim, da so tole vsi filmi za september, nažalost. Oziroma vsi ti, ki so si jih najbolj zapomnila. Poleti ni toliko filmov, zdaj oktobra se spet začenja sezona filmov, te da bo malo več. Za oktober že imam jih par napisanih, te da se lahko veselite teh videov. Gač pa ja, to je bilo to za tale prvi, katere filme sem gledala. Upam, da vam je bil video všeč. En like, če vam je bil, dol spodaj se naročite na moj kanal, komentirajte, kjer od teh filmov je bil vam najbolj všeč in kjer naj še vnaprej pogledam. Da vam pa povem svoje iskreno mnenje. Ja, pozabila sem dati oceno Ostržku. 4 od 10. Wow, september je res bil slab, kar se filmov tiče. Anyway. Ali pa sem jo sama preveč stroga. To je to, lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čau!